Ok, padla je odločitev, da sem s tabo popolnoma iskren in upam, da ne bo zameren. Glede na vsa sporočila, ki mi jih pošiljajo razočarane punce, sem prepričan, da je povešena in ohlapna zadnjica sigurno tista, ki dobesedno uničuje tvojo samozavest in motivacijo. Ok, razumem, da iščeš načine, kako spremeniti situacijo, ampak očitno nekaj delaš narobe. Zato pazi, če si želiš, da bo tvoja ritka čvrsta, dvignjena, lepo oblikovana in bo imela tisti poln izgled, potem je današnja objava točno tisto, kar potrebuješ. Da dobiš res najboljše informacije, sem na pomoč poklical Tamaro, ki točno ve, kako preskočiti to oviro. V današnji objavi ti bom pokazala 7 fantastičnih vaj, s katerimi boš poskrbela, da bo tvoja ritka čvrsta in lepo oblikovana. To pa pomeni, da se boš kmalu lahko spet oblikla v svojo najljubšo oblikico in se v njej počutila samozavestno. Preden pogledamo, katere vaje sva ti pripravila, te moramo opozoriti na še eno zelo pomembno specifiko. Razlog, zakaj večini punc ne uspe oblikovati popolne zadnjice, je zelo preprost. Pozabljajo, da je ritka sestavljena iz 3 različnih mišic, kar pomeni, da moraš obremeniti vse 3, če si želiš odličnih rezultatov. Ker sta zapostavljeni predvsem srednja in mala zadnjična mišica, se velikokrat dogaja, da ti jezijo ravni boki. No, z današnjimi vajami se osredotočiva na točno ta predel in poskrbiva, da tvoja ritka dobi polno obliko. Da se čim prej razveseliš super rezultatov, predlagam, da čim prej pogledamo, katere vaje sva ti s Tamaro pripravila. Da po hitrem postopku aktiviraš točno tisto mišično vlakna, ki poskrbijo za poln izgled zadnjice, bova dnevno nalogo začela z žabjim iztegom bokov. Za razliko od klasične variacije imaš pri tej različici stopala rahlo obrnjena navzven, ker tako prenese silo na želen predel zadnjice. Da bo vaja še bolj učinkovita, ti oporo nudijo samo pete in ne cela stopala. Vajo izvedeš tako, da se uležeš na tla, hrbet po celi dolžini pritisneš ob podlago in pokrčiš kolena. Kot sva rekla, ti oporo nudijo samo pete, roke počivajo ob telesu. Iz začetnega položaja boke kontrolirano iztegneš in poskrbiš za maksimalno kontrakcijo. Opozarjam te, naj se ti ne mudi, ker je zelo pomembno, da je mišica čim dlje časa aktivirana. Ko boki dosežejo skrajno točko in je hrbet lepo poravnan, položaj zadrži za sekundo in se potem vrneš v začetno pozicijo. Ko v celoti opraviš vajo številka 1, se takoj obrneš na trebuh, iztegneš nogi in peti pritisneš eno ob drugo. Tako kot pri prvi, tudi pri drugi vaji stopala rahlo obrneš navzven, ker želiva aktivirati točno tista mišična vlakna, ki poskrbijo, da bo tvoja ritka popolna. Ne pozabi, detajli so tisti, ki delajo konkretno razliko. Dlani položiš predse, glavo položiš na roki in se pripraviš na začetek gibanja. Preden začneš, stisneš trebušne mišice, se upreš v podlago in iztegnjene noge dvigneš kar se da visoko. Osredotoči se na to, da stegna odmakneš od tal, stisneš ritko in peti ves čas pritiskaš eno ob drugo. Ko dosežeš skrajno točko, nogi kontrolirano spustiš in postopek ponavljaš. Za izvedbo tretje vaje se postaviš na vse 4, iztegneš eno nogo in jo pomakneš preko druge, ki ostane pokrčena. Ramena so direktno nad dlanmi, hrbet je lepo poravnan, glavo podaljšek hrbtenice. Iz začetnega položaja nogo po diagonali kontrolirano odmakneš do skrajne točke in se osredotočiš na krčenje mišic. Pazi, da ne obračaš medenice, ker v tem primeru zgrešiš bistvo te vaje. Telo je ves čas statično, samo noga je tista, ki se pomika pod kotom približno 45 stopinj. In ne pozabi, da moraš obremeniti obe nogi. Vajo številka 4 bova za razliko od prvih 3 izvajala v stoječem položaju. Za začetek se postaviš v nekoliko širši razkorak, če ti to dopuščajo boki in stopala rahlo obrneš navzven. Pazi, da ne pretiravaš, ker se kolena morajo ves čas pomikati po liniji stopal. Poleg že omenjenih specifik bova dodala še eno popestritev, ki bo od tebe zahtevala še več fokusa. Preden se spustiš v prvi počep, pete odmakni od podlage in se pripravi na začetek. Iz začetnega položaja se spustiš do skrajne točke in paziš, da hrbet ostane poravnan. Izogni se rotaciji v medenici, ker je to znak, da si se spustila prenizko. Trebušne mišice naj bodo ves čas aktivirane, gibanje pa kontrolirano in enakomerno. Iz stoječega položaja se bova spet spustila proti podlagi in se pripravila na vajo številka 5. Začetni položaj je tak, kot pri vaji številka 2. To pomeni, da roki položiš pred sabo, nogi pa popolnoma iztegneš. Preden začneš z gibanjem, nogi nekoliko dvigneš od podlage in začneš s kontroliranim odmikom. Opozarjam te, nikamor hiteti, ker bo tako rezultat še boljši. Ko dosežeš skrajno točko, položaj zadrži za sekundo in se vrneš v začetno pozicijo. Pazi, da noge ves čas ostajajo v isti višini. Predzadnja, 6. vaja bo tako kot tretja spet enostranska, kar pomeni, da najprej obremeniš samo eno nogo, potem pa še drugo. Na to res ne smeš pozabiti. Za samo izvedbo se spustiš na vse 4, s tem, da za razliko od tretje vaje obe nogi ostaneta pokrčeni. Iz začetnega položaja, se pravi, ko je hrbet lepo poravnan, so ramena direktno nad dlanmi in sta koleni pokrčeni pod pravim kotom, kontrolirano odmakneš nogo do skrajne točke in položaj za sekundo zadržiš. Do gibanja pride samo v predelu kolka, kolen med samo izvedbo ne krčiš oziroma izteguješ. Če opaziš, da se to vseeno dogaja, je to samo znak, da ti nagaja gibljivost oziroma nogo dvigaš previsoko.
Ko delaš predpisano število ponovitev, je na vrsti še druga noga. Za konec pa še vaja, s katero dokončno obremeniva del zadnjice, zaradi katerega bo tvoja ritka točno tam, kjer mora biti. Za začetek se postaviš v širok razkorak, stopala rahlo obrneš navzven, stisneš trebušne mišice in roki postaviš predse. Iz začetne pozicije težo kontrolirano preneseš na eno nogo, ki jo počasi pokrčeš, druga pa ostane iztegnjena. Ko se spuščaš proti podlagi, pride do rotacije stopala iztegnjene noge, kar pomeni, da ti oporo nudi samo peta. Hrbet ostane ves čas lepo poravnan, prav tako pa ne bo nič narobe, če se nekoliko nagneš naprej. Ko dosežeš skrajno točko, se vrneš v začetno pozicijo in obremeniš še drugo nogo. Ok, s katerimi vajami se spopadeš v naslednjih dneh, že veš, koliko ponovitev moraš oddelati, pa izveš v razpredelnici, ki ti jo posredujem na tvoj mail. Zato obvezno oddaj svoj e-naslov v okence na moji spletni strani. Opozarjam te, da vaje veljajo kot dodatek treningom. Se pravi, ni važno, ali slediš mojemu izzivu, treniraš po popolni vadbi, slediš kateri drugi strategiji, dnevne naloge vedno dodaj svojim treningom in se osredotoči na pravilno izvedbo. Preden pobegneš, pa še eno vprašanje. Glede na to, da si želiš zdrave, čvrste, ženstvene postave, me zanima, kaj praviš na to, da bi skupaj s Tamaro oblikovala prav poseben program, ki bi se osredotočil izključno na te cilje. Vesela bova vsake povratne informacije.